V renesančni lepotici, ki jo lahko občudujete za menoj, odpiramo vrata v 5. Evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu. Veseli nas, da bomo v ta edinstven mednarodni dogodek vstopili tudi v osrčju Goriških Brd. Vinorodna pokrajina na skrajnem zahodnem robu Slovenije pogleduje proti Italiji. Vila Vipavže je skozi zgodovino na stičišču dveh kultur pogosto občutila posledice političnih nemirov. Ne glede na vse so se tukaj odvedno gradile vezi med svetovi in ljudmi. In naslednje dni bomo v tem duhu tkali predvsem prijateljske vezi. Krepile pa se bodo med okušanjem vina in ob igri nogometa. Brez dvoma, da Britci smo še kako zadovoljni, da se ta dogodek dogaja tudi v najzahodnejšem delu Republike Slovenije, v občini Brda. Vsekakor občina Brda, takoj ko je nastala leta 1295 v prejšnjem stoletju, smo se nekako odločili, da promoviramo ta Brda in brez dvoma tudi ta dogodek je kamen v mozaiku teh naših aktivnosti. No, zadovoljen sem, da polovico reprezentanc je tu v Brdih, polovico nekje na Štajerskem in to kaže, da Slovenija še kako je vinorodno področje. Ponašamo se v Sloveniji s 3 velikimi vinorodnimi področji, Primorskem, Štajerskem pa Dolenjsko krajino. Na mednarodnem dogodku amaterskega nogometa bodo nastopile poleg Slovenije, ki je na Evropskem prvenstvu 2016 v Nemčiji osvojila prvo mesto in tako že tretjič v zgodovini postala evropski prvak, še reprezentanca Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije, Švice, Češke in Portugalske. Prvenstvo se bo med 29. majem in 2. junijem ob Brdih odvijalo v Mariboru, Beltincih in Murski Soboti, kjer se bo tudi zaključilo. K besedi vabim glavnega organizatorja Eurovina, direktorja Evropskega prvenstva vinarjev v nogometu v Sloveniji, gospoda Aleša Križnarja. Pred nekje 10 leti, pa me bo mogoče Stojan potem popravil, se je celotna zgodba začela z eno prijateljsko tekmo, amatersko tekmo med Slovenijo in Italijo in Nemčijo, pardon. In iz takega druženja prijetnega se je na koncu zgodilo to, da imamo zdaj 5. Evropsko prvenstvo, kar seveda za sabo potegne tudi kar nekaj finančnega vložka, tako da jaz bi se na tem mestu vseeno moral zahvaliti in z velikim veseljem, ker brez vseh partnerjev in pa sponzorjev takega dogodka ne bi bilo. Želeli smo seveda pokazati vsem reprezentancam in pa seveda tudi partnerjem čim večji del Slovenije in to je bil seveda razlog, zakaj smo razdelili celo prvenstvo na več lokacijah, ker bi bilo škoda ne izkoristiti končno za spremembo majhnost Slovenije v dobrobit nas samih, da si to lahko privoščimo, da smo na več lokacijah v parih dneh. Uživajte in verjamem, da vam bo Slovenija vsem ostala v lepem spominu kot eno izmed najboljše organiziranih prvenstev in pa seveda kot izredno lepa dežela. Smo na stadionu Brda, seveda sredi vinogradov tle in tle je pravo vinogradniško, vinsko, športno vzdušje. Pravi, lahko rečemo, da tudi vino in šport gresta skupaj. Ja, seveda. Na dan se igra tiste 2 ure, ne? Ostalo je druženje vinarjev, izmenjava oglede kleti, izmenjava mnenj, poskušnja vin, kar je zanimivo za vinarje in vinogradnike. Mislim, da je enkratno, da prije nova dimenzija ljudi, stvari, ki se lahko v kulturi, športu in temu, kar se mi trudimo, vinarji in hostinci, dopomore vsemu temu, da se lahko pelje ta glas še kam drugem. Nogomet je samo ena rekreacija, ker dobiš kondicijo, da lahko dobro delaš v brajdi, ker delo na kmetiji ni enostavno, rabimo kondicijo in nogomet je sigurno ena boljših stvari, da se zlaufaš, zdivjaš in dobiš neke kondicije. In kaj bo danes nogometaši in vinarji istočasno za kosilo? Imajo en lep pršut od Belice, imajo buzaro od Božinela, imajo pašto od Vino Modana in jaz sem pripravil malo na grili, tako da dobijo malo mesa, da bo imeli jutre nekaj mišic, ker danes so jih izgubili kar dosti, po mojem.